Dobrodošli na drugem GAT dogodku v Sloveniji. Na svetovnem nivoju se dogajajo že več kot desetletje. Danes bi moral biti z nami tudi dr. Matjaž Debevc, ki se žal opravičuje, ga ne bo, tako da ta pozdravni govor namesto njega opravim jaz in tudi govor, ki ga je on pripravil v imenu Accessible, bom kasneje prebral. Žal mu je, da ne more priti, je bil zelo velik del soorganizacije tega dogodka, tako da je tudi nam žal. Zahvaljujem se seveda vsem, ki ste prišli, vsem, ki nas spremljate nadaljavo. Pomembno nam je, da vas ta tema zanima. Je nekaj, kar je v Sloveniji žal šele v povojih, na vseh področjih, se pravi tako na digitalni prometni kot dostopnosti prostora, in je nekaj, kjer moramo velike korake naprej narediti vsi, tisti, ki se s tem ukvarjamo, tisti, ki so za to odgovorni. Bi pa radi tudi, da tudi osebe, ki so končni uporabniki tega, se pravi osebe z invalidnostmi, z oviranostmi, morda začnejo malo bolj opozarjati na te težave, ker se bo potem morda malo bolj kaj premaknilo. Glede organizacije naj se zahvalim, kot sem rekel, gospodu Debevcu, ekipi našega zavoda, Andreji, Bogdanu, Joškotu, Beletrini in pa vsem ostalim, ki so sodelovali in ki so te organizacije. Danes bomo v nekem skupnem delu na hitro pokrili področje pravic invalidov. Na hitro mislim zato, ker je veliko stvari za povedati, pa premalo časa za veliko stvari povedati, vseeno bodo pa zadeve napovedane. Nekaj malega bo o digitalni dostopnosti. Potem se pa razdelimo, vsi, ki ste se prijavili na tir B, gremo v sobo ob strani, kjer bomo nadaljevali s področjem digitalne dostopnosti. Vsi, ki ste pa sem prišli zaradi dostopnosti prostora, dostopnosti prometa, pa ostanete v tem prostoru in se nadaljujejo predavanja in pa okrogle mize oziroma debate na temo teh vrst dostopnosti. Zdaj bi besedo prepustil Maši, ki bo moderirala ta osnovni sklop predavanj. Tako da upam, da boste od dogodka vsi kaj odnesli.